Je pa full fucking cute, evo, neki delam na kompu, ne, sedim za mizo, delam na kompu in samo prije, da ljubčkem gre stran. Ali pa da te objame zadaj. Ja, okej, to je tudi vibe. Ampak ono ni vibe, ki pol ti gre v lasi in nič ne vidiš. Kje je moj trdi delavček? Tukaj sem. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast slovenčani, podcast Lekom Čerin, subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Rimanič in Jure. In to je to. Zdaj smo, koliko že, 4 epizode brez En gostov? mesec smo rekli bašta, boste gledali samo nas. Zdaj druge 2 epizode, ki prihajajo, full dori gosti, tako da spremljajte. Jure, prosim, večkrat si me hecal, ko imam kratke hlače. Aha, danes imaš pa res normalno dolžino. Se nas kratke hlačemo, na. Skoraj konec poletja že. Ok, lej, imam celo avgust za jih furat, tako da... Kje si jih kupil? V Zari. A ja? Celo sem dobil. Tako da... Kje pa v Ljubljani? Jap. Tako da to je novega od mojega tedna, smo že začeli z recapom. Jaz pa eno štorijo, en tak shoutout moram dati članu. V glavnem, šel sem peljati avto na servis k mojemu mehaniku in grem još čez cesto pred ene apartmaje, se vse pač tam na njihove stolčke, da grem na en sestanek, sem imel lihen sestanek. In 5 minut v sestanek pride pač ta šef apartmaja, ne? In jaz sem bil že, kaj zdaj me bo spodel stranu, tlelih sem čakal prevoz nekam, da se dam, valjda mi bo pustil, tle sedim na stolu, vse noben ga ne motim. In član rekel, daj pri notri, imamo klimo. Jaz gledam, hvala, ne, neki sem prav zgledal, bil sem tako, hvala. Ja, se upravi moj sestanek, rečem, ful hvala, ne, pački, tako sem lahko prišel notri pod klimo, full random, in pa rekel, ni panike, full jak podcast, spremljam, tako da član bi poznal in me dal pod klimo. Ti si se nekomu usedel pred hišo? Ne, je veš, apartmaji, no, in imajo tam od spredaj ti posedeš, no. No. Torej ti si nekomu usedel pred hišo? Ja, ampak je bolj tipo tako, veš, parkirišče za avti in zraven, ni da sem šel v porton in to, je bolj tako, pa lej še sedemo malo glumo, da sem gost, da počakam bratranca, ki bi moral pobrati, ki se nisem imel kam dače, tam bi stal na cesti. Zdaj si neki s tem bratrancem ti, a? Ne, z enim drugim, ga moram pohvaliti. Koliko bratrancov imaš? 2, ne 3. 3 nenostrično. Moram pohvaliti, je naredil izpit za avto in sem rekel, ajde, pridi me zdaj pobrati in peljati. V glavnem zdaj sem šel srčnit, kako se že to kliče, shoutout, Bellevue, Portorož, apartmaji, barček, ful hvala, ki si me dal na klimo, tako da shoutout član. Kaj bi kaj tvoj teden? Moj teden? Ja, jaz sem bil na dopustu. Zdaj si nazaj z dopusta? Ja, jaz sem bil na dopustu do torka. Lepo je bilo na dopustu. Zelo lepo. Si se spočil kaj? Sem se spočil, bil sem v ful dobri družbi. Ful dobri družbi? Mislim, lahko bi rekli, da si bil v odlični družbi. Boljše družbe kot te je ni. Lepo prosim. Se strinjam. Kje si bil? Bil sem na Korčuli. Ko je bilo? Ful lepo. Priporočam, bil sem v enem ful lepem apartmaju, čisto ob morju, svojo plažico. Privat plaže, Jaz mislim, da veš, da je lep zaliv, ko se pridejo barke sidra tam, ne? In dejansko je tako lep zalivček, da so se folk z barkami tako je, z barko kopati, tako veš, da je lepo. In ful lep apartmajček z razgledom na morje. Pač, to je bilo ful zanimivo, ne vem, če sem bil kdaj v apartmaju, ki iz postelje vidiš morje, veš, da pač ležiš v postelji in vidiš morje. Okay. To je bilo meni tako ful, fakt lepo. Okay. Edino, kar je bilo, da je bilo ful komarjev in ni bilo klime. To je edino, ampak je bilo, se zbojili ful zgodaj, ker je bilo tako vroče. In, ampak lej. Sem imel lepo. Sem imel zelo lepo. En dopust, katerega si boš zapolnil. Dopust, ki je bil lep. Je bil zelo lep in ja. V glavnem, danes smo pripravili mi nekaj za vas, ker vidimo, da je full novih podcastov na sceni. Smo rekli, da bomo ocenjevali njihova imena.
ker kakšna so dobra, kakšna so malo manj dobra. Zato smo tukaj zdaj pripravili tier list in stolper zgleda tako genialno, super, ala se da boljše in samo tako ne. Prvi na spisku je naš bog Klemen Selaković, Ideja. Ideja podcast ime, Ideja. Meni je kreativno, mi je dobro. Jaz bi ga dal v super. Mislim, jaz ne vem, kaj pomeni iskreno Ideja. Ideja pač... Po moje, kakšen pomen ima meni tako, mi je on branding, ki vedno ima neke nove ideje, veš, tako neko svežino v gostu, neke ful globoke debate. Ja, in je tako bolj spiritual, tako da je on brand. Ampak meni, jaz ga ne bi dal genialno, jaz bi ga dal super. On ima tudi neki, veš, nek sound. Lep branding. Lepo zapeljan branding. Tudi ona njegova črka, pa še na knjigi. Ja, lepo. Lep branding. Kaj to damo, genialno ali super? Mislim, genialno smo samo mi, ne? Okay, ja, ne. Jaz bi rekel, da je super, no. Jaz bi dal takoj drugi stolpec. Ja, torej super, prvi super. Na super, okay. Ampak meji med super in genialno. Zato je prvi na super, okay. Tako. Potem naslednji je od Klemna dialog. Klemen. Ja, to sem dal, nisi dal to vse isto. Ne, drugi je dialog. Klemen, ma daj, imaš dialog s frendi, dajmo reči dialog. Ma je dobro, je on brand, je... malo kreative, stari. Mislim, tako. Straight, veš kaj, včasih je glupo... Deluje? Ne, včasih je glupo komplicirati preveč ime, ker greš straight to the point. Dialog. Okay, mi je všeč vsaj, da ni poimenoval tipo pogovor, je vsaj dialog, veš, uporabil neko drugačno osebo. Meni je všeč, če si bi dal to, da je spet med... Ti bi dal na super? Super mi je, ja. Jaz bi dal na pač dialog, ala šup, pogovarjaš se, imamo dialog s frendi in zato se kliče dialog. Ma daj. Ja, kam damo? Jaz bi dal pod super. Damo super. Ti lahko daš, ja, ko češ. Ga damo zaenkrat na drugo mesto od super, bomo videli, če ga pol kam premestimo. Okay. Naslednji je od Underdog podcasta. Zanimivo je glede na to, da je na slovenski sceni, meni osebno je bilo boljše, da je najdi nekaj našega. To se strinjam, ja. Plus Underdog podcast bi si mislil, da ima on zgodbe samo od nekoga, ki je underdog. Veš, bi imel samo neke underdog zgodbe. To bi jaz pričakoval, ko čujem Underdog podcast. Ja, meni ni všeč samo, ker je tujka, drugače mi je cool. Jaz bi dal tega pod bo. Ni da je slab, ni da je genialen, bi dal pod bo. No, ne vem, lahko rečemo. Damo ga pod bo. Naslednji na tem podcastu sem bil tudi jaz, Fejmiči. Mene, če prašaš, ta je full fucking dober, stari. Ona da ste Fejmiča, ima na podcastu Fejmiča, cel branding so naredili okrog tega, da so Fejmiči in počkali se Fejmiči. In veš, vsi tem znanim rečemo Oleg Fejmičem, ona. Ja, to je najboljše, da porabiš neko ime, ki je že uporabljeno, ne? Meni se zdi to full dobro. Overall branding ni lih to, ampak jaz bi rekel, da je super. Jaz bi rekel, da je super. Veš kaj, ja, ne vem, recimo ima č notri, to je mogoče za srč slabo. Ampak zdaj je že tako ikonično, ta Fejmiči. Ja, meni je super tudi. Jaz bi ga, ampak če so oni super, se strinjajo, so super, pol mora iti dialog v bo. Ne. Come on, dialog in Fejmiči. Fejmiči je full boljše, stari. Koliko pa gre lahko v eno košarico? Koliko hočemo. Ja, no, jaz bi, Ama ne, moraš zdaj to primerjati. Ne moraš dati Fejmiče in dialog na isti nivo. Ne pravimo zdaj v vsebini, zdaj pravimo imensko. Imensko govorimo, ja. Alašu, Fejmiči so ful lepše zapakirani kot dialog. Ja, mogoče je malo boljše, ja. Alašu, dialog ga damo lepo v bo in Fejmiče damo v super. Naslednji podcast, naši člani shoutout, podcast brez filtra. Podcast brez imena, kaj je to? Ko jaz čujem ta podcast, mislim, to ime tega podcasta, bi si predstavljal, da so ful bolj kontroverzni, v smislu jih ni sram se dotaknih nekih tabu tem. Pa tega ne vem, če sploh imajo toliko. Bolj tako easy going. Ti si rekel, da govorimo o imenu, ne toliko vsebini zdaj, ne? Ja, sej to, ko Underdog podcast, ne? Tam sem si jaz predstavljal, da ima Underdog zgodbe od ljudi in te bi si predstavljal podcast brez filtra, te jim bojo imeli zdaj notri tako nek hardcore shit, ki si what the fuck, te imajo take debate.
Da veš, koliko je zdaj ta on brand. Zdaj so se rebrandali, fantje, shout out. Zdaj mi je všeč, kaj so naredili. Ampak kam bi ga dali? Bo. Jaz bi ga dal Bo. Bo. Samo tako, lahko biš kaj več. Lahko bi bilo malo več tika, neki malo več. Ja, se ime je ful težko izbrati. Ne, konc dneva. Pa to je tako, nema podcast brez filtra in logo je strela. Veš, tle je že tako malo... Pravim, Bo. Naslednji, Kevder podcast. Mene, če prašaš, zdaj... Kaj že Kevder? Kevder su oni naši člani. Ja, točno, ja. Če zdaj mene prašaš, ta je zdaj na spisku naš prvi genijalen. Če mene prašaš, Je genijalen. tle je genijalno. Samo, Kevder, njihova beseda, branding so dobesedno v kantini, pijo vinčka, imajo sponzorja vinčka, genijalno. Sorry, ne pojdi. Meni se zdi je fora je temu, da se to je podobno kot člani, ne? Ime. Pač ne veš, če nisi iz tu. Ne veš, kaj je Kevder, če nisi iz tam. Vsi to vzeli so, ampak so ga dobro Dolenci zapakirali. so oni, ne? Dolenci, ja. Ma je kar genialno. Ja, krije ono klobasico za mizo in tako. Pač, Sirčka, vinčka, pač- je dobro. Oni logo imajo Genialno, in še tipo vino je njihov mikrofon. Dobro branding, Logo. ja. Pač, jaz bi dal Damo to prvega genialno, genijalno. ja. Jaz bi dal fucking kapo dol, ja. fantje, shout out. Naslednji na spisku je David z intervjujem. Madaj, član je rekel, veš, jaz bom intervjuval ljudi, ko bi dali ime, Jaz intervju. mislim, da ni treba komplicirati pri imenih, se to ti pravim, ne? Ampak zato, ker on ima že itak svoj brand in To je ne res, rabi to je komplicirati z nekim special imenom, tako da je intervju straight to the point. Jaz bi rekel, da je glede na njegov branding to super. Ne. Meni pa malo manjka. Zato, ker pač, če že nimaš nekega brenda, moraš se s tem brandom izpostaviti, on že ima ime postavljeno, ne? Je pa hudo, naprimer, kot on, da ti uspe dosežti za neko tako klasično besedo, pač vidiš intervju, da zdaj, če se že reče, Straight to the point. si videl Davida intervju, pač to pomeni, aha, Davidovi podcast. Ja, meni je dobro ime. Mislim, za njegov branding mi je super, no? Tudi pač za celoten branding gre ful dobro skupaj. Tako, no? Je bolj resno in tudi on se tako drži. Sej to in dejansko meni je samo cool, ker ime gre z vsebino, Sej to. ker res on ni toliko na bolj na podcast, ampak je tako bolj intervju na sceno. Ja, se strenjam, super ime za branding. Ja, no, Meni je bo. super, no. Mislim, bo v smislu je, bi ga dal, ajde, super. Super je, ja. Ker deluje tako, če bi on bil zdaj nov kreator na sceni, naredil podcast intervju, bi ga dal v Bo. Ja. Ampak je že pod njegovim imenom, Ja, ga on damo v to je super. njegova podkategorija v bistvu njegovega brenda, ne? Tako da je straight to the point, to se mi zdi dobro, ne? Torej, Kot recimo, predstavljaj si imaš Google, Okay. ne, imaš Google Ads ali pa imaš Google Docs, pa zakaj bi Google Writing Documents? Razumeš, greš straight to the point, ja, ne? okay. Ja. Zdaj, mislim, da to je fair. Ja. Če zdaj je v super, ker je pod njegovim brandom, a če bi bil nov, bi bilo samo Bo. Ja, se strinjam. Okay. Naslednji je Pink Mess. Meni je simpatičen. Je on brand, ker ima ona pink klase, ne? Tako, ja. Ima tudi cel set je pink. Ne, ni cel set pink. Okay, Ampak je takem pink, vibe. je pink, ne, poudarek. Tako da jaz bi rekel, da super. Ali pa celo, ja. Meni samo ni všeč, ker je angleško, ampak Roza zmešnjava. ja, ne bi bilo tako dobro, ampak le, jaz bi dal med super. Roza zmešnjava, kind of fire. Ja. Ne, je super, stari. Meni je všeč shoutout, branding klipov in vsega, to ima full sick. Tako da kapo dol. Naslednjega imamo našega prijatelja, gosta na našem podcastu. To, kar jaz predam vsak dan. Jan David se pogovarja. Jan David se pogovarja. Plus binge, ali kaj je že ono? A ja, zdaj imaš enega člana, ja, plus še eden. Tako da, kako pa ima neki, ko se pogovarjaš, Jan David se pogovarja. Ale, on je šel tudi straight to the point. Ja, ma ala, daj, to pa je res. Ok, njegov branding je ok. Njegov branding je ala se da boljše. Jaz ga ne bi dal v Bo. Veš, če ga damo v Bo, ga primerjajo s podcast brez filtra, z dialogom, underdog, pač to je tako, ala, Okay, ja, najde se da boljše. Ok, pol ga lahko damo pod Bo. Ja, a pod Bo je ala se da boljše. Ale se da boljše. Ala se da Ale se boljše. da boljše. Tudi jaz sem bil pri njemu v podcastu, shout out, cool podcast, ampak Kaj niste videli v avtomela neki, kaj že? ne v gozdu smo bili. Fire, ampak ime
Ja, pogovarjali smo se. Zdaj, bi lahko imel recimo On Fire z Davidom ali neki, ker je gasilec. Štekaš ali neki. Take notes, zapiski, to je to. In ti pa bi jedel pekočo hrano. Ja. Štekaš. On bi res lahko tako ful malo na gasilsko tematiko, ki je vrgu. Mislim, na bilo kakšno tematiko bi bilo dobro. Ne te imam rad. Naslednji je naš prijatelj, naš gost, Atmosferci. Komentar minuta. Meni je dobro, pač, ker je spet on brand. Sej nam je razlagal, kaj pomeni Atmosferci. Mislim, ja, motor, atmosferski motori brez turbine ali pa brez tega, ko se reče? Jaz sem pozabil že. Imaš turbino in imaš opcijo, da je uni drugi način. No, kaj je že? So neki posebni motorji, ki niso toliko kaj pač. Ne, Atmosferci brez teh zunanjih, kot so turbina in kaj je ono drugo. V glavnem vzeli, ker pač oni govorijo o optih in to, in vzeli so neko inspiracijo iz avto in zato so pač zdaj Atmosferci. Pač ne, atmosferski motorji so... Ja, sej to, iz tega, atmosferski motorji so to, ki... brez tega prisiljenega polnjenja pač, ne? To je to ali pa turbina, ne? No, sej zato pravim, so pač zelo on-brand, so on-brand, iz tega so vzeli... Ker oni, njihovi poslušalci so fanatiki na avtomobile in fanatiki na avtomobile imajo radi atmosferske motorje, tako da straight to the point, on-brand, jaz bi rekel, da je kar genialno. Ja, jaz bi tudi rekel, veš, da je kar genialno, brez debate. Ja. Shout out, Mona. Naslednjega imamo Borut Pahor, podcast Navdiha. Pač je on-brand, ker ima ljudi, ki so navdihujoči. Okay. Kaj imel Tino Maze, neke športnike? Okay. Mogoče jaz pa nisem gledal iz tega vidika. Jaz sem gledal iz vidika, da on ni navdihujoč, ker je pač ex-predsednik. Če je bil zdaj predsednik, lahko mogoče veš vedno malo navdihnu, ampak zdaj vidim tvoj point, da ima navdihujoče goste. Ampak na koncu dneva vsi podcasti, ki jih imamo tle na listu, imajo navdihujoče goste na nek način. Ni nujno, ne? Ja, ampak veš, na nek način. Ne, ni nujno. Ok, zakaj so njegovi bolj navdihujoči? Ja, recimo, ne vem odklemno. Ne vem, ampak recimo, kaj jaz, ne vem, zdaj primer, ampak je imel Tino Maze, ki je navdih za ljudi, pa je imel neke druge, pač on ima neke bolj športnike, ne? Ne, to je imel tudi Katarina Čas. Ja. Tako da ja, meni je on brand, sicer on je spet full velik, on ima že ime, kot recimo, ne, kot David. Ampak, če mene praviš ni v kategoriji ideja, fame, če mene je malo pod bo, ki ni super, ala. Podcast pač, Navdiha. Full dolgo ime. Ja, in da imaš podcast v imenu podcasta, je tako malo, Ja, lahko damo pod bo. Ja, da je pod bo. Naslednji je, ta je OG, ne, na sceni, In Bed with Clara. Meni je dober. Meni ni dober, ker zdaj ne snema v postelji, pa zdaj ima na stolu podcaste, branding, kles je meni malo tolče. Ja, jaz mislim, da ima ona cel brand tako postavljen. Mislim, da ima vedno, mislim, da je ta In Bed bilo. Ampak... Pač tako, da bi imel ti brand nek... Ampak zakaj ne iti full in on brand? Jaz mislim, da ona je imela to v štartu, da je bilo s to posteljo neki, ampak pol se je evolviral ta cenjen branding, tako se mi zdi. Mislim, da ni več pol več... Samo v postelji je to vzela še kot nekaj. Jaz se spomnim, na to let nazaj, mislim, da je bila fotografiranje, ko je dala jogi nekam na travnik in neke slike. Mislim, spomnim, ki so imeli neki fotoshooting, da se prav spomnim. Da je bilo dejansko da je bilo na postelji, ja, in pol je ona tako naredila, se mi zdi, da si brand in pol veš. Lahko ti ne moreš lih vse lepo zapakirati, mogoče pol ne. Je malo nepraktično, ko misliš. Dobra ideja, In Bed, ampak mogoče malo nepraktično, veš, da imaš nekaj. Jaz bi rekel, da je, govorimo za ime podcasta, je dobro, pač tako. Mislim, je okej, ja, ja. Za podcast specifično, ne? In Bed with Clara, pač spet imamo to ime notri, zakaj ga imamo notri, veš, malo... Ja, ne vem, pač. Je pač to, kot da imaš, recimo, imaš podjetje, recimo Swai, in da imaš svoj podcast, pač, ne, veš. Ampak to deluje. Ja, isto ima ona, ne? Veš, ampak, razumeš, to je fora, ne, ni zato, ker ni začela ona s podcastom. Ampak svoj deluje, kot si rekel prej za Google primer. Imaš svoj, samo daš ime zraven, se ve, kaj je, vozi. Ja, samo pač veš, mogoče v štartu ni imela cilj med podcast, ne? Ta punca. Moramo tudi gledati malo tako, koliko je ikonično, ne? Se ne more primerjati s svojimi, čija idejo, intervju. Odvisno za koga, ne? In Bed with Clara, je tako malo... Pa se, veš, se te ne toliko prime ime. Meni pa ni raz, meni je lušno. Ni da je slabo. Ne, je lušno. Jaz bi dal med dobro. Jaz bi dal med bo. Jaz bi dal med dobro.
Ja, dobro ni. Imamo genialno, super, bo. Med super bi dal, med super. Super. Ma super je Pink Mesa, ideja Femič, meni mi ni super to. Lahko pod bo. Damo... Mislim, samo zaradi tega, ker pač ta brand ni bil narejen za podcast, ne? Veš, ni bil po mojem first podcast in mind, ne? Brand, zato je teže pol tako narediti. Dan ga pred Pahorja in naše fante brez filtra dam eno mesto naprej. Torej v boj imamo Underdog, brez filtra, Dialog in Bedvid Klara, podcast Navdiha. Vse to smo dali pod bo. Ja. In zdaj imamo en nov podcast, Pokrito odkrito. Oni pa imajo meni dobro ime. Podkrito odkrito in fora je v postelji. Ja, pač branding je on point, ne? To je kind of point. In podkrito odkrito, veš, smo pokriti z dejco, ampak odkrito povem. Meni je genijalen branding. Meni dela, stari. Ja, branding je genijalen. Koliko epizod ima že? 3, 4, 5? Meni 8 imam, da nekaj že malo. Jaz bi rekel, da ime in branding, vse govorimo o vsebini, govorimo o imenih. Tako da jaz bi dal to pod genijalno. Če si v posteli, imaš podcast v posteli, si pokrit z dekico, pokrito odkrito. Gosti odkrito debatira. Ja, smeš. Je kar dobro ime. Genijalno, ne? Ja. In še zadnji na našem spisku, člani podcast. Pač, dajmo biti realni, naš napis nima nič veze z ničemer. Tako, ne? V smislu? Ja, ne vem, pač, izbrali smo nek font, veš, lahko bi bil kaj bolj povezan, nekako odražal nas. Ne? Naš set tudi ne odraža neki full nas, člani tipo, ne, kaj? Član je neka pogovorna beseda za nekoga, ki je approvan človek, ne? Smo rekli, sem že fokat. Tako, da je član. Mi imamo take ljudi. Ampak meni je pa vibe, ki je tak kulski, malo tumač, unikaten, svež. Jaz bi rekel, da je na vrhu od dobro, ni genijalen. Na meni je genijalen. Zdaj bom povedal, zakaj je genijalen. Okay. Pa ne, da si sakamo našega dika, ne? Ampak beseda član pomeni, kot smo rekli, tako nekaj več. Sproščen, friend. Mi tleno bali rečemo, gremo s člani ga zahengat, on je moj član. In mi skozi ime člani pomeni, da uniki bomo tle na podcastu bomo bili člani. In to meni, da mi vsakega gosta predstavimo na najbolj sproščen način z našimi frendi. Kaj si dal Femiča? Femiča sem dal v super. Ja, mi smo v super. Jaz mislim, da nismo mi v genijalno. Mi smo genijalni. Ne, zato ker neki še manjka. Recimo vsi te, ki so genijalni, imajo še set, ki odraža njih. Ok, pa kaj bi mogli mi imeti? Ja, ne vem, kaj bi mogli, pač dejansko nimamo tega, ne? Ja, pa nimamo, ne? Ampak naš branding smo zato šli z black and white. Mi smo se odločili, da bo to black and white. Jaz mislim, da to ni, mislim, da je naš med... Mislim, to je bilo namensko. Jaz bi rekel, to je bilo vse namensko. Jaz bi rekel, da je super. Jaz bi rekel, da je super, pač ne moreš se primerjati z nekom, ki... Kdo je genijalno? Atmosferci, Kevder in Pokrito odkrito. Pač, atmosferci vem, da imajo studio že tako avtomobilističen. Ja, oni imajo fire. Pokrito odkrito, in podkrito odkrito nismo, oni imajo boljše zajeto vse. Ampak advokat malo za nas, pa ne zdi, da smo najjači, ampak tako, real talk, imamo naš set je med boljšimi, come on. Člani imajo stol in mizo. Femiči imajo full ball clean set. Ja, a tudi kaj odraža pri njih? Ja, si zato so tam, kjer so. Smo jih dali v super, ne? Nismo, jaz mislim, da mi nismo v primerjavi z atmosferci, ki imajo studio Spimpan, mi imamo zelo ikoničen napis. Matej, to misliš, ampak če bi nekdo tretji gledal in da primerjaš recimo set Pokrito odkrito ali pa set od atmosfercev, pa če naš ni na tem nivoju. Zelo mi je žal. Res, ne? Ne. Torej se damo v super. Ja. Na prvo mesto super. Prvo mesto super. Pa zdaj biti realni pizdarija, kaj? Ne, meni pa vse, za kar mi zagovarjamo, deluje. Fora je to. Veš, zakaj člani deluje? Zakaj bi dal jaz v genijalno? Zato, ker člane vzameš ti iz tega seta in so člani. Ti Kevder podcast vzameš iz Kevderja, neki bo falilo. Vzameš Pokrito odkrito ven, ne moraš snemati, če nimaš postelje. Člani... Pa smo člani je vibe, ki ga mi imamo na podcastu. Mogli bi imeti mogoče bolj nek, veš, postavke, kako bi to, veš, vsak del, ne, recimo set, vsebina, veš. Tako, ime in podcast, samo to. Kako povezuješ, ne. Jaz bi rekel, da smo med vrhom super, no.
V glavnem, kot sem rekel, člane vzameš iz studija in so člani. Atmosferci, oni so tako jaki, po moje njih ne definira studio. Veš, embed, ta ne podkrito, odkrito, kaj ona, evo, ima live podcast, kaj je imela posteljo na odru. Ja, to je bilo smeš. To je bilo fire. Ja. Ampak veš, kaj odr podcast, bo imeli kantino, naredijo set kantine. Ima to ne pomeni, mi govorimo zdaj, koliko dober branding je, ne govorimo zdaj, kako bi to prenesel v live. Ne, ti gledaš zdaj komoditeto. Ja, kaj zdaj to pomeni? Kako je to pač dobro vse skupaj? Glede nas moram zagovarjati, če mene vprašaš, člani s CH-jem, 6 črk, pač le je šlo misli v to. To moram dati zasluge Jurat, to se je spomnil dobro ime. Ja, ampak jaz mislim, da pašemo v vrh super, ja, ampak za genialno bi mogli dodati še en ščepec nekje. Kaj? Ne vem. Se izboljšamo? Set lahko izboljšamo. Ok, v kaj? Kaj bi izboljšal? Evo, kaj bi ne vem, zdaj nimam, če bi vedel, bi že izboljšal. Ne bi, ki se ti ne da. Kaj bi izboljšal? Ok, vtičnica, da je bela, ajde, priznamo. A dobro, to, da je črno-belo, kaj pač to je ono, ne, tako, kaj, ne vem. Ne vem, nimam ideje za izboljšanje. Dela, I guess. Ampak veš, to je tudi, ko imaš že nek branding zgradiš, kako ga upgradeati, da še vedno ohraniš staro dušo. Pač se da, kaj. Ok, boljšo mizo. Bolj komod stolen, ampak jaz bi še vedno, da je črno-belo. Ki to nekako smo ohranili. Dobro, dej. Ne vem, zdaj nimam ideje. Gremo zdaj na listo. V glavnem. Imena, mi ocenjujemo tukaj, kot smo rekli, imena in branding. Ime branding podcasta, koliko se poveže. Zato jaz pravim, člani. Zdaj gremo skozi list, če smo zadovoljni. Gremo od spodaj na vzgor, od zgor na vzdolj. Od spodaj na vzgor, ala. Ne. Kaj boš dal, Jan David je na dnu. Ne, ni nobenega. Okay. To. Ala se da boljše, je Jan David pogovarja. Ala, come on, I love you, ampak ala se da boljše. Bo. Imamo Underdog, podcast brez filtra, Dialog, imamo In Bed with Clara in podcast Navdiha, Borut Pahor. Okay. Super imamo Čalani, imamo Ideja, imamo Fejmiči, imamo Intervju in imamo Pink Mess. Genialno imamo Kevdar, imamo Atmosferci in imamo Odkrito pokrito. Ja, se strinjam s to listo. Napišite v komentar, če se strinjate, če je ta lista. Napišite, tako da šarao celi slovenski sceni, preden kašne frke, ojoj, nas ne marajo, te smo se mi spomnili, za mogoče kašne druge ne vemo, ne poznamo. Te mi poznamo, tako da šarao tem in šarao vsem, ki imajo podcast. Bravo, da se trudite in da snemate. To je to, podcast scena slovenska. To je naš skromen list, tako da upamo, da vam je bil všeč. V glavnem, Jurček, ti imaš zdaj trojčka. Tvoja punca, njena best friendica. Se imate lepo, končaste. Bilo je super. Tvoja punca gre po tuš, se ofriškat. Ti ostaneš z njeno friendico, potem ko ste lihkar imeli trojčka. In ti in ta friendica zdaj greste spet sama. Ali je to varanje? Zakaj me sprašaš prvo v take položaje? To je hipotetično, govorimo, to ni noben položaj, noben ne bi to delal, pogovarjamo si, imamo podcast. In to imamo super podcast. Ne vem, Matej. Jaz bom rekel varanje. Jaz se strinjam, ja. V glavnem, vsak fant ima željo v troje, ne? Ampak v troje, če greš s punco v troje, morajo biti neka pravila. Naprimer, spodobi se, da sfiniširaš pri punci, ne pri uni, ki je zraven. To je tako, veš, more biti, come on, jaz sem tvoj, ti si moja, ok, to ne sme pri uni. Pač jaz veš, in čim gre punca stran, lej, v troje smo skupaj, v troje prođe, ampak če se samo dva, ne smeš tikati, ne smeš nič. Jaz bi rekel, da v štartu sploh s punco ne greš v troječka, pika konec. Ne bi šel? Ne. Kaj pa če zdaj, ok, Jure, en dan imaš punco in ti reči, Jure... Ne grem v troječka s punco. Ne. Zakaj ne? Ne bom je šeril s punco. Posesiven. Ma nisi to posesiven, samo pač zakaj bi? Kaj pa je razlika? Ali je z moškim ali z žensko? Mislim, če gre žensko, je manj tako, kot če gre z moškim. Zakaj? Ker tle pa se strinjam s tabo. Je moja in jo ne bomo šel. Zakaj no? Zdaj, ki si... Ja, ker punca ni tret.
Zakaj? Ker lahko je punca boljše obdela kot ti. To, ko da rečeš, veš zakaj bi se LeBron bal Ronaldota. En igra košarko, en igra nogomet. Ne. Ker igrajo pač fuzbal. Ne, čakaj samo malo. Sorry, košarka je nogomet in meni to isto. Košarka je nogomet, ampak se igra tenis. Torej, ona dva sta oba tu, ampak še vedno igrajo šport skupaj. Pač, ne, jaz mislim, da tle nima veze to. Ampak veš, ni to ista kategorija, tako da po moje... Ne, jaz ne bi šel v trojčka s punco. Zaenkrat ne. Mislim, ne bi šel. Ne, zaenkrat ne. Tako rekel. Pošteno. V glavnem jaz pač bi rekel, da je varanje, če greš sta tretja in tvoja punca ni zraven. Pa tudi, če prej ste bili vsi skupaj troje, mora biti prisotnost, če ne... Mislim, ne vem, lahko bi imeli kakšnega, ki ima ful trojčkov, da pove, kako je to. Ampak zakaj misliš, da pač imajo tipi fantazijo to v troje? Pa ne vem, zakaj je to tako željena stvar? Po mojem, ker je težko dobiti že eno, kaj šele dve. Ampak, po tej logiki, če težko dobiti eno, zakaj bi dve, bodi srečen z eno. Kaj bi dve? Ne pravim, da če že težko dobiti eno, kaj šele dobiti dve, ne? Ko dobiš dve, kao fuljako, ne? Zakaj pol ne tri? Zakaj pol ne štiri? Pa se lahko ti 3-4, kaj je to? Zakaj ne 5? Ja, zakaj ne? Kje je nivo? Po moje ne, nivo je... Zakaj je vedno ta debata v troje? Zakaj ne v 4? V 10? Zato, ker pol... V 23? Pol kdo koga? Kam? Kako boš ti kot moški zadovoljil 3 ženske? 2 mogoče. Aha, torej gre se v bistvu, koliko se lahko handla. Ja, pač, koliko rok in nog imaš in končin. Pol po moje 4. Ko biš ti... Ne, 4, 3. Kaj? Ja, ena tle. In tle? Ajde, 4. Ampak pol ti zmanjka stvari za dat. Ma ne moreš tako, ne deluješ. Pol nimaš več stvari za otak. Niti ne veš, kje si, kaj delaš po mojem. Tako da zato je 3 po mojem. Ne, ima 3 punce ali v troje? Torej, da si ti ne, v troje pač. To je po mojem standardni model. Misliš, da dejansko je bilo to stestirano in je nekako bilo popularizirano to, da je v troje, ker to je najbolj optimalno? Po mojem, ja, vsaka stvar se naredi pol naravno optimalno, ne? Zanimivo. No, mi imamo še eno zanimivo listo, sem sestavil. Jure, zdaj lista tip. Ta epizoda je taka listnata. Ni pravi. Kaj se stisne? Kaj si stisnil? Badum. Ne, potiho, ne slišim. Dobro. Sound efekti, haha. No, mi imamo tudi, koliko imamo? 12 stvari, ki so moškim všeč na ženskah, ženske pa tega ne vejo. No, in bomo mi pokomentirali, če je to res. Jure, ne do list, jaz ne vem, kaj je ta list, tako da... Ok, ženske, ki se jezijo. Malo so cute. Pač, da je ono jezna nate malo, tebi je to seksi ali ti ni? Ni mi seksi, je pa lušno. Je tako, Ja, lahko imaš več nivojev. Ampak imaš več nivojev jezne. Lahko je nekdo jezen, lahko je besen. Mislim, ko ti hočeš čupati oči iz glave, ni lik. Ne, ko je jezna, je cute, ko je besna, očitno si neki toliko zafukal, da tako, shut the fuck up, pravič se. Lahko nisi niti ti kriv. Ne? Lahko je pač ona pač besen človek. Kaj mislim? Okay, ne, pač besne punce jaz mislim, da je nivo, dokjer je jeza cute. Po določeni točki ni več smešno. Ok, kje? Kakšen mora biti argument, da je jeza še cute? Ne, recimo, da si v avtu in gleda stran in ki je jezna nate. To je še cute. To je cute. Več kot to, pol da kriči, ne. To mi ni cute. Kričanje je že ono, da zgubiš. Crazy? Prosim sem. Ja, no. Tako da, do ono, ja. Bodi jezna v mejah normale, tam je še cute. Ja. Neurejeni lasje. Messi bun, veš, ki imajo ona, ne? Ampak, Messi bun je low-key urejena frizura. Ja. Veš, to je namenoma torej sproščena, brezbrižna pričeska, ki izgleda, kot da je bila dosežena brez velikega truda, je lahko zelo privlačna v smislu, ne? Ampak, veš, ves ta Messi hair je vedno narejen z namenom, da zgleda kot Messi hair. Tako da se moraš truditi, da zgleda malo Messi. Ali pa meni, čeprav... Ni da vsaka frizura zgleda Dora Messi. Ampak, če pa hočeš za uni Messi look, lahko izpade Dora. Odvisno, mislim, če je punca lepa, če te tebi lepa, pač je lahko kakšnikoli obliki pride, ja, vse to. Ja, pač jaz bi dal, da je to, ja, se strinjam, je seksi. Uni lasi, vem ti tako doma, slow day, ne malo pospravljaš, baci v čop, fire, meni je fire, ko si dvignejo lase, ne vem, ko se to reče, pač dvignejo lase in dajo ščipavko. Pol imamo tipo imam ščipavko, veš, ono je hot, ono je lušto.
da zapeljivo uživa hrano. Jaz sem videl nek trend na TikToku, veš, ki ti poveš, ki dajo kao vilce in ona gre gor na... Ne, in unega ja. In pol je vedno na tako. Mislim, zapeljivo uživanje hrane, kaj to pomeni? Ne vem, mislim, kaj to pomeni? To res ne vem, kaj pomeni. Ja, da namenoma je ful seksi. Veš, da namenoma je... Ja, mislim, če je nekdo seksi, je seksi, pač, razumeš? Ja, mislim, kar... Čeprav lahko dela karkoli bo seksi, če je seksi. Okej, ne, come on. Nič je seksi. Recimo, da punca prdne po tabo in ti je seksi, ali ti ne? To je simpatično. Rajši, ne? Ja. Punce imajo cute prce. Ja, dobro. Ne, okej, ne, da ti spusti enega unega... Je oni, lol, ampak da ti spusti enega... Veš unega mstnega, tako... Te tudi na tipu ni dobro razližati. Ja, če tip spusti. Če so cute prci, ajde, prođe. Ok, naslednja stvar. Igranje inštrumentov. Ja, meni je to full sexy. To je vibe. 5 in igranje inštrumentov. Ker veš, da je določen čas življenja nečemu namenila in je tako disciplinirana ženska. Meni je pa samo seksi umetnost. Ne, je hudo je, ko zna neki zaigrati. Okay. Hudo. Ok, najljubši inštrument, ko na seksi. Ok, najbolj seksi inštrument, ki ga lahko ženska igra. Meni je kitara, vibe mam je full preč moška. Harfa. Cimo je seksi. Ali pa flauta. Meni pa tudi klavir, stari. Ko igrajo klavir. Ali pa violina. Čeprav violina tako veš. Ok, violina. Čeprav ono veš, ko igra, što trde je. Ne vem. Harfa je taka nežna. Recimo zdaj je lahko cute. Kaj pa še zraven ženske? Harfa. Kaj je še? Triangel ga benga. Ko se kar neki raztegujejo za brez veze, tipo raztegovanje, neko ono random. Ja, prosim. To je seksi. Meni v facu. Ja. Prosim, ja. Dej še. Pol še zadnja znoji, da se poti. Ampak poti kako? Da tipo, ne vem, je v fitnessu in je potna, to je hot. Ja. Da tipo, ne vem, doma na kauču in je vroče, pač meni ni dobro, ko se poti in meni lepo videti. Ja, ne vem, pač ta zadnja. Če sediš na mestu in se potiš, ma ne, ampak low-key imalo je hot. Veš tako na fashionu. Veš kaj, oni imajo uni shine od pota. Oni so ono ful lepo svetijo. Se to i mi imamo samo. Ne, moški imamo fuck tip je pote. No, kjer od teh stvari ti je najbolj seksi? Ki smo jih našteli? Naštej še enkrat vseh na hitro. Ženski, ki se jezijo, neurejeni lasje, zapeljivo uživanje hrane, priložnostno raztezanje, znoj. A ne, da se raztegne. Meni pa so lasi. Mesi lasi? Ja. Nasplošno lasi. Član, ko se raztegne in se dvigne malo majčka in tako upaš, da boš kaj videl, ampak veš, da ne boš, ampak... Upanje je še vedno tam, ne? Ja, ampak ne, da te ti zaniš, ampak veš, tako malo se raztegne in tako malo pokuka. Ja, neko se raztegne, kaj. Ja. Ok. Nič, imamo še en seznam. Liste, danes smo v listnati. Ne, da igramo naprej. No, tle smo našteli zdaj enih par stvari, ki pravijo moški, da je seksi na ženski. Vse tipi napište v komentar. Kaj je vam najbolj seksi? Kaj je vam seksi pri ženski? Veš, kaj je full seksi? Recimo meni, da te recimo randomly poboža. Ne, ko te začne tle v zadnji. Ja. To je seksi drugače. Ja. Kaj je še seksi, če naredi ženska? Tako med vožnjo, ko te samo randomly začne. Random shows of affection. Ja. Veš, kaj meni tudi full seksi? Da se stisne k tebi. Ok, meni je nek največji vibe. Greš te ven in te prime pod roko. Ja. Da se ne zadržiš za roke, ne ubije, ampak to, da te prime pod roko, to je meni tako lepo, stari. Ne, meni to, da se stisne k tebi, meni je to najbolj seksi. Je pa full fucking cute, evo, neki delam na kompu, ne, sedim za mizo. In te objame zadaj. Delam na kompu in samo prije, da ljubčken gre stran. Ali pa da te objame zadaj. Ja, ok, to je tudi vibe. Ampak ono ni vibe, ki pol ti gre uni lasi in nič ne vidiš. Kje je moj trdi delavček? Tukaj sem. Stop. Dobro,
Punce, slušajte zdaj na svete, ne? Zdaj veste, kaj je seksi. Ok, napišite komentar, kaj je vam seksi, fantje. Torej. No, jaz sem pa pripravil še za danes še 10 zanimivih faktov. Zanimiva dejstva z Jurtom. Vidre imajo na koži žepke za svoje najljubše kamne. Ja, to sem slišal. Ko kenguruji imajo tako žepke in se spravljajo kamne. Kamne, zakaj bi spravil kamen, jaz ne vem. Ti kot klinec nisi nikoli zbiral kamne. Ja, ampak zakaj bi zbiral kamne? Ki so lepi. In kaj delo počeš vidra s kamnom? Kaže drugim vidram? Misliš, da si menjavajo? Dvomim. Tipo, olej, ki lep kamen, mi daš ta lep kamen za tvoj lep kamen. Mogoče. Kaj, če je to njihova valuta? No. Čeprav pol, veš, supply and demand je velik. Vidra ekonomija, štekaš. Dosti kamnov je, ne? A pol je v bistvu, koliko imaš velik žep? Ok, gremo naprej. Zanimivo. Ime za Arktiko izvira iz starogrške besede za medveda Arktos. Poimenovanje je po eni od ozvezdi veliki medved Ursa major ali mali medved Ursa minor. Tam pa živijo tudi medvedi. Torej je Arktika v bistvu imenovana medved, Antarktika pa ni medved. Torej, Arktika se kliče medved. Ja. Ok. Zanimivo, a? Da bi si mislil. Ampak Arktika je kaj? Kakšno je ime? Grško ime, kaj je to? Starogrške besede za medveda, ja. Ker tam so bili medvedi in zdaj se pač kliče medved. Zanimivo, Simple, straight to the point. Viš, kakšen krat deluje straight to the point, ko ime na podcastu? Ne, kakšen krat je dobro. Vidiš. Mogli najti kakšno grško besedo za podcast. Gremo naprej. Ja, pač cringe je bilo včasih. Tam sem imel včasih trg in si govoril. Ja. No, gremo naprej. Večina slonov tehta manj kot jezik sinjega kita. Wow. Kakšne imajo to jezike? Težke. Sinji kit. Javi čez kje na obali, ne? Kakšen jezik na stari. Zakaj bi pa hotel jezik od kita? Sam pravim. Ok. V Švici je nezakonito imeti samo enega morskega prašička. Če jih imate, morate imeti vsaj 2. Da si dela družbo. Ja. Ni legalno imeti samo enega. Kaj, če imaš 3? Mislim, da je minimum 2. Ja, mam poveš, kaj, če imaš 3, kaj pol uni, tretji je tipo treti kolo, moraš nabaviti 4, vedno mora biti parno število. To pa ne vem, če mora biti parno. Po moje ne. Moje minimalno 2, se veš, menjavajo. Kaj, če ga veš, izločijo iz ne vem, svojega nisem inner specialist za morske prašičke. Okay. Zanimivo. Gremo naprej. Čebele svojim prijateljem sporočajo o dobrih bližnjih cvetovih s plesom. Ja, čebele imajo ples. Čebele imajo ples in dejansko pomeni, tako kot se gibajo, koordinate do te rože. In kaj dobesedno, čebela je bzz, ja. levo, pol moraš iti bzz na desno in pol bzz moraš iti spodaj. Ja. Dobesedno navodili, kako pride do najboljše rože. Ja, mislim, nekako, veš, logično, ker nekako valjda morajo komunicirati. Ja. Ok, naslednji. Jeziki žiraf so črni. Ja. Ja, si to smo že videli. Sem že videl. Oni imajo tudi ful dolg jezik. Pol še ena. Kenguruji ne morejo hoditi nazaj. Gre lahko samo naprej. Kaj? Čakaj, ok, evo, zdaj ena s kengurujem. On se ti ne more umakniti. Ne more iti nazaj. On samo levo desno. Ja. Torej ti kenguruje lahko presaš. Ja. Pa če mu priješ v faco in kaj ga rukneš, a ne si ne padejo, ki imajo uni rep, ne? Ja, rep je stabilno zadaj, ne? Oni te zboksajo v bistvu. Ok, in kaj če pač jaz sem kenguru in pridem do zida, kaj pol moram imeti 360? Ja, moraš se obrniti, po mojem, ja. Ok. In še zadnji fakt, konji so bližji sorodniki nosorogom kot jelenom. Dobro, to je zdaj res dve čisto različne, eno nosorog, eno jelen. Meni konj ni podoben enemu, ne drugemu. Ja, konj je bolj podoben jelenu kot nosorogu. Ala, ok. Pač, what? Kaj jelen ima grivo? Ne. Nima, ne? Rogove ima. Ja, ajde, nosorog zgleda malo bolj kot konjka, ne zgleda? Ne. A oni tudi ni kosmat. Dobro. A veš kaj, mogoče po repu. Kateri od teh faktov ti je bil najbolj zanimiv?
Kaj lahko našteješ vse še enkrat? Da čebelega densajo, da si povejo, kje so in da jezik od kita je tako velik. Tako težek, ne? Ja. Kakšen jezik je to? Masa. Komadi. Se on ima jezik, ne vem kako deluje točno kit, ampak filtrira verjetno ti plankton, ki je z jezikom, ne? Tam pomaga si, ne? Dobro, nič, to je bilo vse z zanimivimi dejstvi. Zdaj pa gremo na najljubši del od Mateja, ki pa so vprašanja. Presnemo podcast, damo na Instagramu vprašanja, da nas kaj vprašaste in danes ste nas vprašali. Luka Ševron, shout out. Zakaj je Jure vedno isto oblečen? Ne vem, jaz sem imel drugo srajco gor, samo ko sem se oblekel in je zliko, je bilo še vedno pomečkane in sem vzel eno drugo. To od Jureta stil. Prosim, to od Jureta stil. Če kdo ne ve, hlače, laneva srajčka od Jureta stil. Tako da prosim. Gre naprej. Golden Coffee 838, ko ste se spoznala, Jure mi je slajdal DM-e. Si moraš misliti. Jure to zna. Si želite hišnega ljubljenčka? Ja. Kaj bi mu? Psa. Ma jaz ne bi imel nič. Mi ne rabi. Najljubše podjetje, ki dela avte? Porsche? Dobro. Ne vem. Ferrari. Lušni so. Kranjec Manca. Dobar dan, mama. Kaj boš malo? Snemamo vprašanja, tipo 5 minut in pridem. Dobro, ki čez 5 minut bo na mizi. Dobro, jaz bom bil na mizi čez 10. Dobro, gledaj res. Lepa, hvala. Ajde, čau. Mama, pozdravi člani gledalce. Čau, mama od Mateja. Lep pozdrav člani. Ok. Pridni še naprej, čau. Ok, čau, mo. Mama naredila kosilo. Vikend, kosilce, to snemamo na soboto, tako da naredila kosilce. Hvala, mama. V glavnem, Kranjec Manca. Shut the fuck up, Jure. Kranjec Manca. Kaj je bil ker odvaju na Pomorski, če je kot je bilo? Jaz sem na Pomorski na elektro. Smeti, kaj naj rečem. Pejdi, če te zanima, če te ne zanima. Lej, priporočam iti, ker jaz imam zdaj poklic. Sem bil pri zobozdravniku ta teden in sem se prepisal v Keni Novi in sem mogel napisati moj poklic. Je ždira, kaj bi napisal? Režiser, podcaster. In potem sem spomnil, dejansko imam poklic in sem napisal elektronik in elektrotehnik. Veš, kaj najbolj pretrese ljudi, glede Rimaniča, da je slab elektricist? To je malo Dobra. Ta je tak advance, presenečen sem, da si jo ponosen. Wow, ok. Naš mali komik Jure. Marko Lovrencec, kako imate vreme? Končno doš. Ohladitve. Ja, pa še. Vajbič. Marko Lovrenč tudi prašal, kaj je bilo z Dober dan brandom. Bo prišel nazaj? Ja? Eventualno. Enkrat bo, dela se, ampak še vedno stojimo za tem. Dela se, zdaj ne delamo nič na temo. Dela se. Kaj pa ti veš, kaj jaz delam v zadnji uri? Nič. Razmišljam. Ne, še vedno pa stojimo za tem dobrim brandom, ki je pač, tudi če ni vse perfektno, lahko imaš vedno dober dan. Tako da iz tega bo sigurno en dan nekaj nastalo, ker je lepo sporočilo. Neki bo. In še zadnje vprašanje. Tamara, kaj je najboljša stvar, ki jo je ženska naredila zate? Obstajala. Simple! Kaj pa zate? Personalizirano delo. Ne, kaj ne lepše? Meni je najlepše pač, da obstaja. Pač punco imam. Dobro, low standardi, veš, what? Kaj je najlepša stvar, da je naredila zate, ona? Ja, da je. Da ne biti skromen, tle. Pa če res to pizda. Gospod nočem dobiti daril, ki ne vem, kako sprejeti darila. Ne, zato ker pa se rabim daril. Daril, bodi z mano. Sploh tako, kaj naredila lepega zate? Obstaja. Kaj to je najlepša gesta, ki je naredila punca zate v life, smiliš se mi, Jure, what the fuck? Pač kaj? Najlepša gesta, kaj pa je tebi? Ne, nek sestanek sem bil že ful pozno, sem prespal pri punci in me je pričakala večer in meni se je stopilo srce. To je bilo cute. Vem, kje je pa ta. To je to za današnji podcast. Hvala, ker ste bili z nami. No, shout out, najboljši barber na obali, Barberian Squad.
pejte vseh njim, res dobro šišajo, pol imamo El Toro Steakhouse in masaža Anja. Nimamo El Toro Steakhouse, Jure, kolikrat? Imamo še oni burger v El Toro Steakhouse. In Anja masaže, ker se masiramo. Like, comment, share in subscribe. Ena pupa mi je slidnila v DM-e, shout out, zvesta oboževalka. Je rekla, da moramo več folku reči, da lajka. Ker je naredila research in je rekla, premalo folka lajka. Da mi imamo oglede kot drugih podcastov, imamo malo lajkov. Premalo rečemo lajkajte. Mogoče pač folk samo ni všeč. Lajkajte in subscribeajte. Hvala. Ajde, čau. Uživajte.